Z nami je Aljaž Jelenko, študent psihologije, ter avtor knjige Fiktivnost dialoga, ki bo izšla pri Subkulturnem azilu. Aljaž, pozdravljen. Bi se mogoče malo predstavil na kratko? Ja, kot je bilo že rečeno, študiram psihologijo, predvsem me zanimajo knjige, rad tudi hodim na sprehode. V okviru psihologije, oziroma bolje rečeno nasploh humanistike, me zanima predvsem filozofija pa psihoanaliza, v zadnjem času pa tudi berem ogromno nekih zgodovinskih del. Naslov tvoje prihajajoče knjige je Fiktivnost dialoga. O čem govoriš, ko govoriš o fiktivnosti dialoga? Ja, fiktivnost dialoga, če se obrnemo k tele sliki, gre v bistvu za ilustracijo zadnjega prizora iz Bressonega filma The Pickpocket, kjer vidimo nek par, moškega in žensko, ki se skozi cel film nekako lovita, sta si simpatična, ampak si ne prideta skupaj. In prideta si skupaj samo v tistem trenutku, ko je med njima neka dejanska prepreka, torej neka fizična bariera, v tem primeru rešetke. In tudi, ko si prideta skupaj, recimo, ko se držita za roke, ko se poljubljata v neki drugi sekvenci, še zmeraj ostaja ta neka negotovost. Še zmeraj, recimo, ona s pogledom je uperjena v tla, on pa nekam drugam udaljavo. Zdaj, če bi nekako nek srž strnil to mojo knjigo, bi najbolj bilo, da preberem konec, da ne bo kdo razočaran, ker v nekem smislu naslov ne govori o tem, kar govori, in zato je tudi pravzaprav podnaslov zadnjega poglavja opravičilo bralcem. Protislovje, beseda, jezik, dar. V vseh teh fenomenih je bilo govora o pričujočem delu. Kako jih združiti? Na tem mestu lahko zaključim zgolj s krajšim opravičilom bralca. Ne gre za to, da bi dialog ne obstajal, bil absolutna fikcija, da nikoli ne moremo zarazumeti drugega. Niti ne gre za to, da drugega lahko razumemo, zgolj ne poznamo prave poti, ustrezne metode, po kateri bi se mu približali. Načel poštene medsebojne komunikacije, ki bi nam zares omogočila, da slišimo, kar nam nekdo želi povedati, pri čemer moramo upoštevati raznoliko nejezikovno komunikacijo, njegovo mimiko, postati manj egoistični in tako naprej. Drugi se na nas naslavlja, nam govori, vendar ne gre za dar v klasičnem pomenu, dar, ki bi ga bilo potrebno recipročno vrniti, ugotoviti njegovo strukturo in se vanjo umestiti. Ravno nasprotno, pri tem gre za neke vrste absolutno dajanje, ki mu ne gre pripisati nobenega statusa. Protislovje pomeni prav to, da nikoli ne moremo določiti, ali drugega dejansko razumemo ali ne. Pomeni, da ni mogoče popolnoma napovedati njegovih dejanj, da je njegova konsistentnost vselej krhka in z ničemer zares podprta. To hkrati pomeni, da drugi ni neka enotna, fiksna bitnost, ki bi z gotovosti za vse večne čase lahko določila lastno identiteto, ki bi zmogla natančno določiti pomen lastnih besed, lastna pričakovanja in nakane. Drugi je na nek način večna enigma tudi samemu sebi. Kar skuša storiti pričujoče delo, kolaž, ki združuje različne avtorje tovrstnih protislovij, ali pa skuša samo zarezati v določeno polje in pokazati njemu inherentne razkorake, je predvsem odpiranje. Poziv k odprtosti, stvaritev nekega praznega prostora, kjer ni natančno določeno, kaj se mora početi in na kakšen način. Razglasiti dialog za fiktiven pomeni vreči iz prestola dialog z velikim D in dati prostor dialogom z majhnim D. Tisoče majhnim zgodbam, poskusom mišljenja medosebnega prostora, rešitvam posameznih zagad, ki imajo lastno vrednost ne glede na kakršnokoli odsotnost njihovega absolutnega garanta, temeljnega dialogosa, kamor bi se vse stekale. To pomeni dati prostor pričevanjem, ki težijo k srečevanju, ne pa k debatiranju, diskusiji ali vsakdanjim pogovorom ob keksu in kavi, kjer se že vselej strinjamo in s pridom prikimavamo drug drugemu. Ravno nasprotno, gre za srečevanja, kjer je konflikt lahko notranji, pa to še ne pomeni katastrofe. Še več, ni sploh nujno, da posameznik začuti kakršnokoli nujno potrebo po komuniciranju in razumevanju. Nekaj lahko zadrži zase, se v drugega utuji in ohranja svoj skriti kotiček intimnega, kamor družbeno nima pogleda. In prav iz tega razloga pomeni to končati tam, kjer je filozofija pravzaprav pričela, pri čudenju. Namesto dialoga, torej epilog, kot pravi Kristensenova pesnica, to ni naključje, to ni svet, to je naključje, to je svet.
To je vse to v množici različnih ljudi. To je vse to v množici različnih. To je vse to v množici. To je vse to, to je to, to. No, rad bi omenil čisto na kratko vmes medklic. Verjetno je to edini posneti pogovor o knjigi, v katerem avtor dejansko ne bere še iz končane knjige, ampak iz izvoda, iz tiskarne korekturnega izvoda. Aljaž, ti si študent psihologije. Kaj meniš kot študent psihologije? Kakšen je status psihologije danes? Ja, psihologija je danes na nek način zelo naivna veda, čisto preprosto rečeno. V prvi vrsti predvsem iz razloga, ker v družbi, kot je zmeraj bilo, obstajajo neka preprosto rečeno spet oblastna razmerja, kjer se skuša posameznike nadzorovati, jih usmerjati, izbrisati tudi njihovo individualnost in paradoksalno je recimo, kak danes psihologija izbriše to njihovo individualnost, jih podredi družbenim razmerjem ravno z njenim diskurzom, katerem zagotavlja, da je posameznik svoboden, da mora biti individuum sam svoj, da ima vso pravico do svojega mnenja in tako naprej. Recimo, lepo je bilo to pokazano z Beauvoirjem, to je francoski avtor, socialni eksperimentalni psiholog, ki je naredil par zanimivih eksperimentov. V teh eksperimentih je v bistvu pokazal, kako je lahko družba, kjer vlada neka, ko on pravi tudi ideologija liberalizma, ne samo neoliberalizma, ampak kakršnegakoli liberalizma, na nek način veliko bolj totalitarna, kot pa kakršnakoli družba, kjer v bistvu se posamezniku na neki besedni simbolni ravni dejansko vzame svobodo. Recimo, en primer tega njegovega eksperimenta je, ko je recimo nek znanstvenik, neka avtoriteta prišla do nekega posameznika in mu rekla, če bi bil on pripravljen sodelovati v eksperimentu, s katerim bi preizkušali, ali so črvi dejansko užitni ali ne. In hkrati mu je rekel, da v bistvu ima ta eksperiment neko zelo humanitarno razsežnost in sicer bi s tem lahko reševali lakoto v Afriki. No in seveda ta posameznik je bil v tem eksperimentu, kot pač ponavadi v psihologiji, postavljen v dve različni situaciji. V prvi situaciji mu je ta avtoriteta rekla, da ima popolno svobodo, ali bo zares jedel črve ali ne, da se lahko sam odloči, ali hoče sodelovati v tem eksperimentu ali ne. V drugi situaciji pa je v bistvu na nek način mu ta svobodna odločitev ni dala, zato ker je privolil v eksperiment, je preprosto mogel jesti tiste črve. Nobena svoboda mu ni bila podeljena dejansko. In izkazalo se je, da v bistvu seveda v obeh primerih posamezniki še naprej vztrajajo v eksperimentu, posamezniki še naprej jejo tiste črve, skratka na ravni delovanja ni nobene razlike, je pa razlika na ravni podreditve mišljenja. In sicer zanimivo je, da recimo tisti posamezniki, ki jim je bilo ukazano, naj jejo tiste črve, potem, ko so odšli iz eksperimentalne sobane, niso spremenili svojega mišljenja. Za njih so črvi še zmeraj bili gnusni, nikoli jih ne bi jedli, niti nikomor priporočali in v nekem smislu niti niso menili, da so ti črvi pravzaprav koristni za kakršenkoli boj proti lakoti in tako naprej. Ne. Tisti posamezniki, ki pa jim je bila podeljena neka svobodna odločitev, pa so zaradi tega, ker je prišlo do pojava, ki se mu reče kognitivna disonanca, torej neko neskladje med našimi dejanji in prepričanji, bili prisiljeni, notranje prisiljeni spremeniti tudi svoje prepričanje. In sicer vprašali so se, če rečemo tako poenostavljeno, zakaj sem jaz jedel črve, če pa pravzaprav me nihče k temu ni silo. In potem morajo takoj najti neko racionalizacijo in v tem kontekstu recimo bila racionalizacija ta, da so črvi pravzaprav dobri, da se jih bo od zdaj naprej kuhalo ob nedeljskih kosilih, da so mogoče tudi zelo dobri za kakršne koli humanitarne namene, recimo za boj proti lakoti in tako naprej. Skratka,
Psihologija, kot vidimo, je danes veda, ki daje velik poudarek posamezniku, njegovemu preučevanju, popolnoma izključi pravzaprav kakršnokoli družbeno ali pa recimo bi rekel tudi čustveno dimenzijo na nek način, zaradi tega, ker recimo v tem kontekstu je zelo zanimiv pojem kognitivnega stila. Danes je predvsem prevladujoča recimo v psihoterapiji tako imenovana kognitivno-vedenjska terapija, ki skuša spremeniti posameznikove vzorce mišljenja in ima neko predpostavko, da ko bo posameznik te vzorce spremenil, bo avtomatsko tudi spremenil svoje občutenje in pa delovanje. Zdaj, zakaj je to zanimivo? Iz dveh razlogov, pri čemer prvi nekako odgovarja za drugega. Zanimivo je iz prvega razloga, ker v bistvu to dela na predpostavki, da je v bistvu naša kognicija nekaj zelo avtonomnega ali pa bi vsaj mogla biti. In zato recimo, ko kognitivni psihologi govorijo o našem zaznavanju, uporabljajo recimo pojme stila, kakor so, ne vem, odprt stil zaznavanja ali pa zaprt ali pa divergenten. To pomeni, da posameznik lahko našteje dosti različnih rešitev nekega problema nasprotju s nekim konvergentnim. Ni pa to povezano z nobenimi posameznikovimi bodisi osebnostnimi lastnostmi, ki pa so zmeraj vezane tudi na neko vzgojo ali pa socialno okolje. Ta izključitev se v bistvu, ki daje poudarek neki zelo racionalni verziji individuuma, ki v bistvu zelo spominja na neke teze, ki so jih v 80-ih lansirali tečeristi in tako naprej, o tem, da pravzaprav družba ne obstaja, da se morajo posamezniki sami znajti, da je vsak odgovoren samega zase, kar ima seveda potem posledice na različnih ravneh. Zanimivo je iz tega razloga, ker v bistvu ta odločitev na nek način zadane v žep dobesedno po palcu tudi tiste, ki mislijo, da je to efektivno. Namreč, da se recimo ta kognitivno-vedenjska terapija toliko uporablja, danes je tudi zelo prispeva k temu dejstvu, da recimo je zelo kratkotrajna. Recimo lahko traja recimo 1 mesec in pol posameznik, ki recimo je zbolel na bolniški, gre hitro v psihologu in hitro pride nazaj. In pred kratkim so recimo na Švedskem ugotovili, to zapisali tudi v eni strokovni reviji, Socionomen, to je njihovega, mislim, da je to združenje njihovih socialnih delavcev. So naredili raziskavo švedska vlada, v kateri so ugotovili, da v bistvu ta kognitivno-vedenjska terapija jih je v zadnjem desetletju, ko so njo dejansko vlagali z raziskavami, z terapijami, z različnimi specializacijami za posamezne izvajalce te terapije, da jih je tako podolgo in počes z vsemi izstopi in vsem, ker so v bistvu ugotovili, da dosti ogromno posameznikov se je po tej terapiji počutilo še slabše kot prej, oziroma so recimo tekom te terapije sploh izstopili, ker so ugotovili, da jih ni zadovoljevala. In na koncu koncev je vse to Švedsko v proračunu recimo stalo tako primerjalno gledano nekje 5 proračunov, letnih proračunov Slovenije, kar je pravzaprav ogromno. Ti v bistvu imaš precej kritičen pogled na psihologijo danes, se mi zdi. Vprašal bi te, če si s takim pogledom že pristopil k študiju psihologije ali se izkristaliziral med študijem? Na nek način sem k študiju že pristopil. Preprosto iz razloga, ker recimo, če nekdo pozna še polja zunaj psihologije, vidi, da so recimo že v sami sociologiji nastali neki tako zanimivi teoretski koncepti. V sociologiji je to recimo habitus Pierrea Bourdieua, kjer v bistvu avtor skuša
na nek način odstraniti neko ločnico med na eni strani posameznikom, ki ga recimo je imel tako rad Sartre, ne, ki je svoboden, nikoli podrejen, vse je samo njegov projekt, in na drugi strani med recimo Levi Strausom, ki je v bistvu rekel, da je posameznik opet neke objektivne socialne okoliščine. In je rekel, da je v bistvu posameznik tako upet v svet, svet ga vsebuje, to pomeni, da je upet v neka kulturna pravila, ampak hkrati je pa on tisti, ki jih razume. On je tisti, ki jih na nek način sooblikuje. Skratka, na tem nivoju je v bistvu izolirano preučevanje tako, oziroma predvsem posameznika, kar se gre danes psihologija, je na nek način neumestno. Vsi procesi, ki se odvijajo v nas, so na nek način že socialni. Katerakoli motnja, recimo, če recimo gremo na polje psihopatologije, v bistvu katerakoli motnja, kateregakoli spektra, ali je to neka nevroza, obsesija, recimo, da posamezniki si 10-krat na dan, pa seveda še večkrat umijejo roke, ali je to neka psihoza, kjer nekdo misli, da ga nekdo neprestano zasleduje. Vselej je ta dimenzija prisotna, da recimo nekdo želi dobiti neko določeno distanco do družbe, ki pa je nima. Zato je, skratka, so njegovi simptomi razne izolacije ali pa recimo razni delični konstrukti so poskus soočanja z družbo, zato družba nikoli ni izločena iz tega. To je, kar se tiče nekega, mislim, splošnega pregleda, ki ga recimo psihologija nima, pa to je en zelo minimalen vložek. Druga stvar bi bila ta, da že sami psihologi za svojim pristopom vsaj mene odbijajo. Mislim, njihov pristop je zelo poenostavljen. V prvem letniku psihologije je glavni predmet statistika v prvem semestru pravzaprav in nekako je v bistvu določeno, da bi naj posamezniki vse, kar bi lahko psiholog delal, je to, da dela neke teste, da dela neke statistične računalniške analize, kar je seveda zelo čudno. Vsaj, če gledam recimo, da se je vsaj en del psihologije, recimo psihoanaliza, se je nekako rodila takrat, ko je recimo Freud v tistem času bil sposoben posamezniku prisluhniti, ne pa ga v bistvu vpet v neke nevrološke okvire, ker on je bil tudi eden izmed najboljših evropskih oziroma vsaj obetavnih nevrologov tistega časa. Zanimivo je tudi z tega vidika, ker v bistvu psihologi sami v tej svoji metodologiji, statistični na eni strani in pa psiholoških testih na drugi strani, nimajo povsem razčiščenih nekih osnovnih pojmov oziroma ne zavedajo se pravzaprav, odkot sploh izvira ta njihova, bi rekel, samozavarovanost. Tako na primer, sami testi, ki v bistvu izkazujejo, kako bom rekel, na osnovi teh testov, ki se izvajajo v psihologiji, imamo teste, kjer se posamezniki sami ocenijo. To pomeni, da recimo nekdo pride v bolnico, reče, da se ima slabo počuti, pa mu dajo rešiti test za depresijo, vprašalnik depresije in pol on sam nekako pove, ali je depresiven ali ne. Skratka, posameznik sam že lahko poda neko svojo diagnozo. Kar je zelo zanimivo, glede na v bistvu zanimivo je, za psihologijo je pa zelo zanimarajoče do nekih spoznanj, ki jih je uvedla recimo socialna psihologija, ki govori recimo o tem, da je ena od osnovnih dimenzij človekove zavesti je iluzija o tem, da mi vedo, kdo smo, oziroma posamezniki imamo zmeraj neko, po domače rečeno, boljšo podobo o sebi, kot pa v resnici je. In nek ta pristop recimo povsem zanemari neke druge fenomene, kakor recimo tako imenovana hidden depression, skrita depresija, ki posamezniki okolici ne upajo priznati, da so dejansko depresivni, ampak pač nekaj zmutijo. Skratka, ta samoocenjevalni pristop je sam na sebi vprašljiv, dosega pa zelo visoke, kotira zelo visoko pri psihologih. Psihologi ga imajo
zelo radi, seveda, ker se pač enostavno rečeno ni potrebno poglabljati. Na drugi strani pa imamo recimo imenovane projektivne tehnike, to je recimo Rorschachov test s packami ali pa test tematske percepcije, ki pa ne kotirajo tako visoko pri psihologih, zaradi tega, ker niso toliko skladni s tistimi samoocenjevalnimi testi. Ne. Zdaj, seveda, ne, samoocenjevalni testi so na nek način skladni med sabo, zato ker pač preprosto posamezniki sami nekaj ocenijo, ne, že imajo nek skupen korelat. Pri nekih projekcijskih tehnikah pa praktično je vsak odziv posameznika njim naprej določen, ker posameznik ne obkroža da ali ne, ampak gre za nek prost tek določenih asociacij. Zanimivo pri teh testih je, da se psihologi z njimi ravno ne strinjajo, so pa imajo dosti bolj, bi rekel, izraženo oziroma višjo tako imenovano napovedno veljavnost. To pomeni, da recimo, če nekdo pride na psihiatrijo, ga tja napotijo starši nekega adolescenta, recimo, ker se zadnje čase umika iz okolice, noče komunicirati in mu daje najprej ta samoocenjevalni test, bo mogoče ta posameznik sam zase dejal, da ni depresiven. No, oni bojo avtomatsko rekli, pač gre za neko normalno menjavo razpoloženja v najstniškem obdobju. Recimo, če ga bojo pa dali na ta, recimo, Rorschachov projektivni preizkus, pa se tam lahko zelo dobro napove, ali bo ta posameznik recimo čez 3 tedne storil, ali pa čez 1-2 meseca storil samomor, ali bo dobil kakšne halucinacije in kaj podobnega. Skratka, bolj se da napovedati, ali bo ta posameznik dejansko čez 2 meseca v zelo kritičnem stanju in zelo dosti bolj se da odreagirati na to, kar pomeni, da se da posameznika na podlagi teh rezultatov potem tudi preventivno zadržati. In še ena stvar je glede teh testov, vsi so v bistvu zelo naperjeni na to, čemur je recimo Jay Gould rekel physics envy, ne? Skratka, ne penis envy, ne zavidanje penisa, kakor je pri Freudu, ampak zavidanje fiziki tistih njenih metod, s katerimi je ona kao objektivna. To se skuša na način, da v bistvu se pozabi, kje so recimo psihološki testi dejansko bili izumljeni. Izumljeni so bili v nekem prostoru špekulacij, nekih hipotez, miselnih eksperimentov. Recimo psihološki testi, vsaj ti klasični, ne, temeljijo na nekem posamezniku, ki bi naj test najprej rešil in pol v svojo formo vključijo še drugega posameznika, istega tokrat, ampak ki bi mu zbrisali spomin. Skratka, utemeljeni so na enem fiktivnem posamezniku, ki je najprej nekaj rešil, potem pa recimo odstranili hipokampuse in se mu je zbrisal spomin. Zdaj, tak posameznik, koliko vem, je obstajal, ni pa bil neka osnova za te psihološke teste. Če se premaknemo od posameznika k družbi, veš, da je današnja družba svobodna? Ja, kot že rečeno, ogromno je neke nesvobode. Nesvobode po eni strani ravno zaradi tega, ker se z mehanizmi, ki jih imamo, diskurzivnimi mehanizmi, zaslepljujemo zato, ker pravzaprav vsi rečejo, da ja, seveda imate to in to pravico, ampak kot je recimo povedal že Erik Fromm, pravzaprav pravica do svobode ne pomeni nič, če posameznik nima neke notranje psihološke svobode. Skratka, če znotraj njega on ne izpolnjuje pogojev za to, da si lahko to pravico sam vzame. Zdaj, čist iz nekega spet psihološkega vidika gledano, recimo imamo na eni strani ljudi, kot je Renata Salecl, ona je nekje zapisala, da je danes, recimo, lahko rekli, da je danes prevladujoča oblika posameznika tako imenovani obsesivni nevrotik. Obsesivni nevrotik je zanimiva zadeva. Posebej iz dveh vidikov. Prvi vidik je ta,
da recimo, oziroma tako bom rekel, lahko damo primer tega ribniškega župana, ki je ki je rekel v nekem trenutku v enem intervjuju, je rekel, ja, veste, problem danes je, ker moški nima dost avtoritete, ker ženska ni dovolj podrejena, ker ga ne spoštuje, občuduje karkoli že, skratka ne poznam točne formulacije. Zanimivo pri tem je, ker ta njegov stavek ni bil zelo izdelan. Ta njegov stavek je bil bolj v smislu nekega ponesrečenega gospodarja in sicer izgleda nekako tako, ne. Ja, a pa vi ne mislite, da je žena bi danes mogla biti bolj podrejena, ne, skratka, smešno pri njem je bilo to, da je neprestano uporabljal ta ne, s katerim je v bistvu pokazal, da je zelo negotov. In to imamo danes pri posameznikih. Po eni strani zelo veliko težnjo, močno težnjo po tem, da bi se drugega nadzorovalo, da bi se mu predpisalo, kaj naj počne in kako, po drugi strani pa to počnemo iz tega, ker se drugega zelo bojimo, ker se bojimo neke temeljne pasivnosti. V tem vidiku je recimo tudi neki ekonomski liberalizem ali pa recimo to, da ima nekdo dost denarja na računu, ni ravno obetavno nujno. Ravno v tem primeru obsesivne nevroze, ne. Recimo Melanie Klein je bila psihoanalitičarka, zelo znana, predvsem za njeno delo z otroci, je opazila v takih posameznikih, da imajo zelo radi neki več denarja na računu, ki ga v resnici potrebujejo. Skratka, zmeraj hoče imeti nek presežek v svojem žepu, presežek, ki jim nujno ne služi, ne, skratka so lahko zelo skopuški na nek način. In ugotovila je, da je v bistvu to zelo povezano z nekimi simptomi te obsesivne nevroze, namreč v tej obsesivni nevrozi se posameznik noče oziroma ne upa se počutiti krivega pred drugim, ker bi se na nek način lahko potem zrušil. In zato tudi recimo nekako ne vstopa v neko razmerje daru, kar pomeni, da recimo nikoli ne želi nikogar ničesar prositi, ne praznuje svojih rojstnih dni, ker recimo noče prejeti na neki simbolni ravni nobenega darila, ker bi to pomenilo, da je podrejen. In recimo ta podrejenost pomeni, da se bi ljudje nekako regresivno vrnili v tak primer, ki ga je dala Klein, ene deklice, ki se je počutila recimo krivo za vsako materino bolezen ali pa za vse, kar je mati rekla. Neprestano je čutila, da je nekaj dolžna. In taki posamezniki pravzaprav ne morejo dihati v taki situaciji, ne, zato ta nenehen občutek nadzora, tudi na ta način, da pač imamo občutek, da imamo nekaj več denarja na računu, da se bodisi lahko iz nekega takega odnosa zmeraj izvijemo, da zmeraj lahko drugega zavrnemo, ker nam to omogoča bančni račun, ne, ker pač res znotraj smo nečesa takega sposobni, ker bi bili samostojni. In na drugi strani zato pač, da dejansko nikoli ne bi bili berači, da nam nikoli ne bi bilo treba nekoga prositi ali pa nam nekaj narediti za drugega, če tudi pravzaprav ne vemo, kako bo drugi pri tem odreagiral. To je, kot rečeno, zelo zanimivo tudi v partnerskih odnosih danes med moškim in žensko. Tudi pri recimo ženskah se govori o njihovi svobodi, volilni pravici, raznih feminizmih in tako naprej. Pred kratkim je tudi v slovenščini šlo eno zanimivo delo francoskega zgodovinarja Jacquesa Le Goffa, kjer z naslovom Denar in življenje, kjer v bistvu Le Goff na nek način zanimivo pove, kako je v bistvu v srednjem veku prišlo do tega, da je ženska postala v zakonu z moškim enakopravna, kjer sta pravzaprav oba imela neke določene pravice, recimo nad premoženjem in tako naprej. Prišlo je to v trenutku, ko v bistvu so se je tako razširila ena določena skupina ljudi, četrti sloj, recimo temu pravi Le Goff,
neki navezavi. Skupina oderuhov, to so bili ljudje, ki so v bistvu današnji bančniki, ki so v bistvu zaračunavali obresti, ki niso šli na neko enakovredno menjavo. In ti ljudje pravzaprav so imeli en določen problem in sicer lahko so umrli kadarkoli, brez da bi se lahko recimo pokesali. Zato je bilo treba izumiti dve stvari, na eni strani vice, kamor so lahko takšni posamezniki šli in v bistvu lahko vseeno prišli v raj in ne v peko, in na drugi strani je bilo treba podeliti nekomu pravico, da se pravzaprav kesa za nas v tuzemskem življenju, zato da bomo lahko potem mi iz vic prišli v neke boljše kraje. Ne? In seveda tisti, ki je imel to pravico, je mogel biti tudi polnopraven član zakona, ne? In je bila to ženska. Ne? Skratka, nek način lahko rečemo, da so se ženske potem v srednjem veku emancipirale v zakonu, zaradi tega, da so lahko služile kopičenju obresti in zaradi tega tudi, da je na vse zadnje potem nastal kapitalizem kot tak. Kar je pravzaprav tudi danes, ampak danes je že tak pravzaprav vse, neka tržna niša, znanje, karkoli, tudi evidentno v raznih trgovinah. Ženske imajo zelo visok ekonomski status, da pravzaprav seveda lahko tudi denar, ki je osnovan na nekih obrestih, spet cirkulira. Ne. Kar hočem reči je to, da ne gre za to, da ženske ne bi smele biti svobodne, da svoboda ni dobra. Se pa bojim, da je največkrat neka prikrita oblika pravzaprav tiranije z nekimi drugimi sredstvi. Si študent psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Kaj meniš o situaciji univerze danes? Ja, situacija je paradoksalna, ker na eni strani imamo državo, ki univerzi vsaj v njenih pravno-formalnih okvirih izbrisuje nek del avtonomije. Univerza je pred tem, da pravzaprav pomete z nekimi oddelki, svojimi zaposlenimi, da krči svoje učne vsebine. Izbirni predmeti oziroma izbirne vsebine že dolgo niso to, kar bi naj bile, skratka, posameznik si itak ne izbere sam nekega predmeta ali pa v zelo ozkih okvirih, ampak že obstaja lista teh izbirnih predmetov, ki bi jih naj človek izbral. Po drugi strani pa je nekaj zanimivih situacij, kamor so v bistvu vpeti tudi intelektualci na nek način. Zdaj, kdo je danes intelektualec, je dobro vprašanje. Ivan Cankar je imel neko iluzijo nekega, bi rekel temu, pariškega življenja Slovencev, ki je v bistvu na svojem klancu na nek način dal nek optimističen odgovor s tisto lučjo, ki se prežge potem na koncu knjige v neki hiši nekega večera, kjer bi naj nek profesor čital in razsvetlil svoj narod, kako je recimo tudi potem Pariz mesto intelektualcev oziroma mesto luči. Danes je zanimivo, da v bistvu tudi sami intelektualci sebe na ta način pojmujejo, s tem mislim na humanistične intelektualce. Zanimivo je recimo, da zmeri, ko nekdo govori o univerzi, kritizira predvsem, če je recimo iz nekega humanističnega kroga novinarstva, tako naprej. Kritizira predvsem njen tehnološko-ekonomski, gospodarski del, recimo razne fakultete, tehniške fakultete, razne ekonomske fakultete in predvsem iz razloga, ker pravzaprav situacija, v katero nas peljejo, bo na koncu, konec koncev, lahko pomeni neko ekološko katastrofo z raznimi novimi produkti, lahko tudi, če se vrnem nazaj,
pravzaprav pomeni še večje zasluževanje z ljudmi. Ne vemo, kaj bomo z ljudmi naredili. Bil sem te dni v Krki, kjer v bistvu praktično v glavnem delu proizvodnje še samo recimo temu par ljudi dejansko nekaj dela. Ne. Skratka, če vidite tiste njihove slikce ali pa videe ali pa dejansko delo, praktično vse upravijo stroji, nekaj malega naredijo ljudje, tako da pač vtipkajo tiste stroje, razne koordinate, tako da potem zdravila skladiščijo, čeprav vprašanje, koliko dolgo bojo še to delali. Vse ostalo pa naredijo stroje. Ne. Zanimivo je to v tem pogledu tudi, ker obstaja neka perverzna gesta pri teh strojih. Tam v Krki so neki stroji, ki se premikajo, bodi si nek material tovorijo z enega mesta na drugega, bodi si neki šraufajo, karkoli. Ampak ti stroji imajo svoje imena. En je Peter, drug je Samo, tretji je Miša. Skratka, stroji so zelo personalizirana zadeva in gre za neko napoved krčenja delovne sile. Vprašanje, če seveda ne v tisti znani smeri enopetinske družbe, kjer v bistvu bomo vsi ostali prisesani na neko mleko in kruh, če seveda tega bo, mogoče bo 20% ljudi delalo. S tistimi 80 pa ne vemo točno, kaj bomo. Skratka, razvoj tehnologije lahko pomeni zelo veliko zaslužnjevanje človeka, nek, bi rekel, napredek v tem smislu, da bo nek večen dolg čas, kjer bomo večno mladi. Vemo, da je zadnja Nobelova nagrada za medicino v bistvu neka napoved tega, da se bojo naši organi non-stop obnavljali. Skratka, ne bo več nobene želje, ne bo več nobenih fantazij, ne bo več nobenih utopij. Bo neko čudno stanje dolg časa, kjer posameznik, vprašanje je tudi, koliko še bo posameznik, koliko še bo sploh prisotna zavest, če gremo v neke fantastične sfere. V tem smislu, da praktično že danes nam je vse prinešeno ne do doma, ampak dobesedno do ust, do ušes, do oči. Vemo, da travo nam že pokosi stroj, kavo nam skuha stroj, praktično imamo že robote, ki naredijo vse za nas, počistijo vse in se zdi, da recimo univerza z poudarkom na tem tehnološkem delu gre v neko smer, ki praktično bomo vsi neki Stepheni Hawkingi, ampak se bojim, da ne za tistim znanjem, ki ga on poseduje, ampak bolj v onem smislu, ne, kad se radi norca delajo z njim, da ima on tale prstek še edini aktualni in ko bomo vprašanje, če ne tudi mi vse nastalo, nam bo pa prinešeno, skratka bomo kar neke vegetativne sorte. Tako da mislim, da danes je bilo nujno se je vprašati o nekem prihodnem razvoju, tehnološkem, še posebej zadeva to vsakega posameznika. Predvsem iz razloga, ker recimo Žiga Turk, danes naš superminister, je pred časom v svoji nekem svojem tekstu za sobotno prilogo je zapisal, da odgovor na vprašanje, zakaj danes recimo ne delamo samo 4 ure. Vemo, da praktično to bila rešitev za ogromno posameznikov. Ni nekega posebnega razloga, zakaj se to ne bi moglo vesti, razen mogoče političnega. Ampak ta politična volja ima seveda voljo ljudstva in on je zelo dobro, zelo, bi rekel, populistično napisal, da to ne gre iz razloga, ker potem posamezniki ne bi več mogli imeti iPodov pa iPadov, pa na počitnice ne bi mogli več hoditi v Italijo. Pa namest iPodov pa iPadov bi brali stare knjige iz knjižnic, ki bi razpadale. Skratka, zelo zanimivo, no, recimo meni
Jaz z veseljem berem stare knjige iz knjižnice, iPadov ne maram, mislim, da so zelo nepraktični. Da, ne, vsak posameznik bi se mogel vprašati, a mu danes sploh še nekaj služi ali ne. Je pa tu seveda problem, ker recimo že Fromm je imel tudi idejo, da recimo mediji naredijo človeka v bistvu za stroja, za šizofrenika v tem smislu, zgolj izpolnjuje neke ukaze, brez da bi se vprašal v njihovem smislu. Tako imamo nek posnetek, ki nekdo na vzhodu tam bombardira, celo mesto je sesuto, ljudje so brez rok, brez nog, ampak v naslednji sekvenci pa vidimo neko reklamo, neko brhko deklino tam za počitnice na Havajih. Sploh nihče se ne vpraša, kaj sploh to pomeni za nas, a je to grozno ali ni, ampak kar gre se že naprej. Ne? Tako nekako smo mi tudi posamezniki danes, ne vprašamo se, kam zadeva vodi, in to ima lahko ogromne posledice. Zdaj, če se spet vrnem, ker sem malo zašel na univerzo, oziroma tudi nisem zašel, ker praktično je treba zmeri, ker se gre nek upor, je, vsaj jaz ne vidim zadeve drugače, je treba artikulirati neko zavest o neki stvari in zato seveda so zmeri bili neki intelektualni vodje. In recimo posameznike, ki danes kritizirajo univerzo zaradi tega tehnološkega preskoka, ki je lahko uničujoč, vidijo pa neko upanje v humanistiki. Zdaj, dobro, seveda, ne, humanistika sama, če gledamo knjižnice ali pa nabor del, ki se je skozi stoletja vzpostavil, lahko neko tako analizo takoj naredimo. Je pa vprašanje, koliko so danes, recimo, študentje kot neka glavna sila gonilo univerze še sploh dovzetni za kaj takega. Danes najpogosteje začen stavek je ta, da recimo posameznik, ki nanese na tematiko knjig, književnosti, reče, ja veš, jaz pa lahko berem največ pa ure na dan ali pa eno knjigo ali pa 3 knjige na leto, več pa ne, kar je seveda absolutno premalo, da se vzpostavi kakršnakoli refleksija. Po drugi strani je pa tu še nek perverzen obrat tako imenovanih, kot recimo piše Peter Klepec, professional gangsterjev. To so posamezniki, ki se upirajo, tako kot smo prej rekli, kot čista mašina, stroj, brez kakršnega koli smisla, cilja, artikulacije. So posamezniki, ki bi rekel, tam v Londonu, pa kje v Kaliforniji, pa v Parizu, tam razbijajo avtomobile, pa razbijajo trgovine, ampak recimo tam gre posameznik razbiti neko trgovino, zato da bi se recimo upiral tržnemu sistemu, s kamere ga pa recimo posname, da pa sam pa recimo tudi nosi torej copate znamke Nike, ki so jih verjetno naredili kje na Kitajskem pa drugje na vzhodu, kar spet vodi v neko drugo izkoriščanje. In tako so danes tudi recimo dosti teh nekih študentskih protestov tako v Ljubljani, kot v Mariboru. Spomnim se, lani sem bil tam, ko so zasedli univerzo v Ljubljani, in seveda je imelo par posameznikov svoj nagovor, no, pol pa so vprašali na koncu tistega nagovora, ne, oziroma bučno so naslovili posameznike, ki so bili tam študente predvsem, ne, ali so za to, da se zasede univerza, ali so za to, da se nekaj na tem področju naredi, spremeni. In bila je tišina, praktično neki sekund, 10 sekund se noben ni javil, in pol je rekla neko dekle, študentka, verjetno z ozadja, je rekla, da se bojo upirali, sam če bo pa močo zraven. To je zanimiva zadeva. In potem je v tistem trenutku meni, da je ravno bil taka filmska scena, pa je prikorakal dr. Rastko Močnik na sceno in je rekel, ja, močo bo zraven. Skratka,
gre za zanimivo zadevo, ne? Da se sprašujem, zakaj, in odgovor je ta, da posamezniki sami ne znajo videti, kaj bi sploh bila rešitev, zakaj se sploh upirati, in rabijo neke teoretske avtoritete, ki bi jih v tem vodile. In ta teza se seveda potrjuje recimo tudi v Mariboru, ne? Da posamezniki sami, študenti, ki se upirajo, sploh ne vejo, zakaj bi se naj. Praktično sploh ne vedo, kaj hočejo v smislu tega, da še zmeri 40 let, 40-50 let potem, ko so prišli recimo majski študenti 68. Do Lakana, in pač jim je on v tistem slavnem sloganu rekel, ja, da pač iščejo gospodarja in seveda ga bojo dobili. Zelo vprašanje, kakšnega gospodarja bomo danes dobili. Mislim, da bi mogli iti bolj v smeri tega, da se univerza centralizira, da se naredi nek konkreten oddelek z nekimi konkretnimi imeni, kjer tudi predavajo konkretni posamezniki, ki obvladujejo določeno osnov, pa nas imamo tudi ta problem, ne, da ko se je Slovenija z izobraževanjem nekako samosvajala, recimo področje psihologije, so naenkrat prišli na neko mesto posamezniki, ne vem, ko so se tam znašli, zagotovo ne, ki bi bili tako zelo sposobni, in so v bistvu, mislim, kakor jaz vidim situacijo, so njihova prednost je verjetno bila v tem, da so poznali par jezikov, da so se jih naučili, in vsak je iz svojega področja nekaj prevedel, iz angleščine, nemščine, ali pa je naredil neko kompilacijo tega, naredil učbenik in pol je to naprej predaval. Skratka, in seveda, ne, po tej logiki imamo danes profesorje, ki predavajo pa kar 3 predmete, ki imajo ogromno ur in tako naprej. Ampak seveda, ne, to ni osebna stvar profesorjev, je zmeri stvar sistema, je zmeri stvar financ. Vseeno pa mislim, da tisti, ki so recimo v resničnem sistemu, bi bilo zelo dobro, da zadeve premislijo, da naredijo neko učinkovito strategijo, ko bi se univerza izoblikovala, in tudi resno razmislijo o tem, ali recimo Maribor dejansko univerzitetno mesto, ne, dejansko mesto, ki je zmožno dati neko, bi rekel, intelektualno elito ven iz svoje produkcije. Kar se pa tega tiče nekih psiholoških testov oziroma njih uporabnosti, neuporabnosti oziroma sploh psihologije danes, pa mislim, da bi bilo zelo dobro za psihologe, da bi v svoj kurikulum namesto psihologije v prvem semestru kot glavnega predmeta uvedli poezijo, znotraj tega par kvalitetnih avtorjev, med katerimi bi zagotovo bil Miroslav Holub, češki pesnik, ki je po izobrazbi tudi zdravnik, mislim, da je imunolog, in pravi nekako tako. Naslov je Kratka meditacija o natančnosti, pesem pa gre tako. Ribe vselej vedo natančno, kam se premakniti in kdaj. Prav tako imajo tudi ptice vrojen natančen občutek časa in prostora. A ljudje, oropani svojega instinkta, si pomagajo z znanstvenim raziskovanjem. To sporočilo ilustrira pričujoča zgodba. Zanesljiv vojak je moral sleherni večer ob 6. uri streljati iz topa. To je počel, kot se za vojaka spodobi. Ko je njegova natančnost bila na preizkušnji, je tako poročal. Naravnam se po izjemno natančnem časomerju, ki stoji v izložbi mestnega urarja. Sleherni dan ob 17:45 nastavim svojo žepno uro po njem, ter se pospnem na hrib, kjer je pripravljen top. Natanko ob 17:59 prispem do topa, natanko ob 18 streljam. Bilo je jasno, da je ta metoda streljanja popolnoma natančna. Zgolj časomer je še bilo potrebno preveriti. Tako popraša mož mestnega urarja po natančnosti njegove ure. Oh, pravi urar, ta ura je izjemno natančna. Predstavljajte si, že leta in leta v tem kraju nekdo strelja iz topa natanko ob 6. uri.
In sleheni dan pogledam časomer in vselej kažem natanko 6. Toliko o natančnosti. In ribe drsijo po podvodnih poteh in z neba odmeva šum plahotanja krilc, medtem ko časomeri tiktakajo in topovi ropoče.